Čast mi je, da lahko razglasim letošnjega nagrajenca v kategoriji zeleno. Belinka Perkemija d.o.o. Iskrene čestitke. Podjetje Belinka Perkemija d.o.o. je bilo eno od prvih podjetij v tuji lasti, saj je že v 70. letih vanj vstopilo belgijsko podjetje Solvay. Od leta 2014 je Belinka Perkemija pomembna članica skupine Helios, ki predstavlja Evropski center odličnosti japonske skupine Kansai Paint. Danes je največji proizvajalec natrijevega perborata na svetu in eno izmed le 8 evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida. Podjetje Belinka Perkemija je konec leta 2019 zaposlovalo 64 ljudi. V preteklem letu je doseglo 17,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 2,7 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 89.887 evrov. Podjetje 80% svojih izdelkov izvozi na tuje trge, pri čemer glavnino predstavljajo trgi Evropske unije z Italijo kot najpomembnejšim. Prodajajo tudi v številne druge države po svetu. Podjetje je usmerjeno v ohranjanje narave in čistega okolja. Prizadeva si za zmanjšanje ogljičnega odtisa in dviguje standarde zelene kemije v Sloveniji. V proizvodnem procesu večino CO2 zajamejo in utekočinijo, razvijajo pa tudi načine za vgrajevanje CO2 v nove zelene produkte ter raziskujejo možnosti za proizvodnjo zelenega vodika. Izboljšujejo tudi svojo energetsko učinkovitost in se intenzivno posvečajo uporabi e-poslovanja. Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji zeleno nagrajuje podjetje Belinka Perkemija d.o.o. Iskrene čestitke podjetju Belinka Perkemija, zmagovalec v kategoriji zeleno. Gospoda Franca Steleta, direktorja podjetja, vabim k prevzemu nagrade ter zahvalnemu nagovoru, nato pa se mi pridruži v kratkem klepetu. Najlepše se zahvaljujem za tole nagrado. Spirit Slovenija nam je izkazal veliko čast. Izkazal je tudi čast našim lastnikom, Solvayu in pa Kansai Paintu. Zahvala tudi vsem mojim sodelavcem, ki omogočajo, da danes tukaj stojimo. Kot Belinka Perkemija še enkrat hvala. Gospod Franci Stele, dobrodošli, lepo pozdravljeni v naši družbi in seveda iskrene čestitke od vseh nas, ki soustvarjamo to slavnostno prireditev. Kako ste, se dobro počutite? Hvala, v redu in pozdrav nazaj. Zelo smo zadovoljni, da smo bili nominirani in povabljeni na to prireditev, tako da vsem skupaj organizatorjem zahvala. In ne le nominirani, tudi nagrajeni in ne samo to. Nekoč, kot morda veste, so skeptiki dejali, da bo Slovenija postala odlagališče industrije, umazane industrije, ampak že pravzaprav s pojavom vašega in delovanjem vašega podjetja pravzaprav se je dokazalo, da so se zelo močno motili. Namreč podjetje Belinka Perkemija iz ljubljanskih Črnuč, ki pa je v lasti tujih lastnikov, dokazuje, da se pravzaprav zelo dobro borite z ekologijo, pravzaprav okolju in družbi vračate. Pa me zanima, kakšne poslovne preobrate v razmišljanju, v poslovnih modelih in strategijah ste na poti pravzaprav morali sprejeti, da ste nominirani in nagrajeni v kategoriji zeleno? Ja, moram reči, da imate prav. V bistvu je družba z prihodom tujega kapitala sploh po osamosvojitvi Slovenije mislila, zdaj bo pa nekaj groznega, zdaj bo pa tukaj neko odlagališče. V resnici je ravno obratno. Z tujim kapitalom dobimo svež kapital, s katerim si lahko omogočimo razvoj. In to so naša delovna mesta. Tukaj so firme, ki želijo, da rastemo. In tako je tudi v našem primeru. Jaz moram reči, da v bistvu v Belinko Perkemijo sem prišel že pred leti, in tuj lastnik je že bil noter. V bistvu je to Solvay iz Belgije, to je bila prej družba v drugih lastih, ki se je potem preimenovala. In ta lastnik nas je ves čas učil, da je to naša strategija zeleno
in da je naš produkt zelen. Naš produkt vodikov peroksid je v bistvu zelena kemikalija, ki razpade na koncu v vodo in pa kisik. In to sta naravni sestavini, ki jih imamo vse okrog nas, vemo, da sta nestrupeni in v bistvu potrebni za življenje. Ampak ko govorite o vsem tem, pravzaprav se sliši mogoče na prvi pogled res revolucionarno, namreč kemična industrija na prvi pogled deluje zelo onesnaževalna, to pomeni, da ste morali v svojem poslovanju, delovanju resnično realizirati in uresničevati dobre inovacije. Kako ta proces v vašem podjetju poteka, kako motivirate vaše kolege, zaposlene, da so motivirani, da tudi prispevajo k dobrim inovacijam? Kot že rečeno, to v bistvu je bila naša vzgoja. To so prinesli najprej Solvay in potem v naslednjih letih še družba Kansai Paint, ki je v bistvu zdaj naš večinski lastnik in za svojim delovanjem prenašajo do nas tudi neko svojo kulturo. In tukaj je tudi kultura motivacije, kultura nagrajevanja. Mi smo uvedli v bistvu nek stalni napredek, kjer ljudi motivira predvsem to, da jim dajemo priznanje za njihovo inovativnost. Mi v letošnjem letu izkazujemo cirka 95 predlogov posameznikov iz podjetja, ki so inovirali, dali predloge na različnih področjih. Letos imamo še posebej neko inicijativo zeleno in naša firma že ves čas govori že izpred desetletij zeleno in modro. In tukaj se zahvaljujem tudi vsem svojim zaposlenim, ki nam omogočajo to rast in napredek. Ampak vaše podjetje tako zelo konkretno vrača okolju. Imate mnogo takih zelo lepih, okolju prijaznih, simboličnih gest. Res ste usmerjeni v prijazno in družbeno odgovorno delovanje. Celo prizadevate si za zmanjšanje ogljičnega odtisa in sicer recimo za simbolično zasaditvijo dreves črnega bora. Kakšne primere dobrih praks lahko še tukaj nanizate? No, mogoče bi se kar na črni bor osredotočila na začetku. V bistvu je to iniciativa, ki je prišla pri dnevu odprtih vrat. Ljudje, ki so hodili v firmo ogledovati podjetje, so nam dali idejo, da bi morda z neko zasaditvijo, z neko zeleno podobo zunanjosti še izboljšali ta nas imidž. In zadeva se je prijela tudi pri lastnikih. Prepoznali so to zeleno iniciativo in v zadnjih 2 letih skupaj smo zasadili preko 300 dreves, ki zdaj počasi rastejo in bodo izboljševala okolje. V bistvu je to tudi nek simbol odvzema ogljičnega odtisa nazaj. To se pravi akumulacija tega CO2. Moramo pa poudariti tudi, da že leta delujemo na področju utekočinjanja CO2. Mi pri svoji proizvodnji namreč proizvedemo vodik in stranski produkt je CO2. Ta CO2 mi potem komprimiramo in prodamo naprej. Tako, da ne gre v zrak, ampak gre v uporabo. Prave multinacionalke delajo resne analize, na katere trge se bodo nekako podale svojo dejavnostjo. Odločitev za vstop je pravzaprav težaško delo in velikokrat slišim, da vstopajo v stabilne, urejene države, celo edinstvene. Lahko poveste, kakšne prednosti daje Slovenija vsem tujim vlagateljem? Kaj vaši lastniki o tem govorijo, o nas? O naših prednostih? Te prednosti mislim, da se izkazujejo predvsem v zadnjem času. To je prepoznal tudi Kansai Paint, ki je prav za vstop v Evropo izbral Slovenijo. Izbral je Helios skupino, katere del smo tudi Belinka Perkemija. Pri nas imamo veliko znanja. To znanje je po drugi strani še relativno poceni. Na to znanje se lahko zanesejo. Mi smo prepoznani tudi kot deloven narod, ki zna to znanje uporabiti. In tukaj moram reči, da tuji lastniki nam lahko omogočijo, predvsem omogočijo mladim generacijam, da to znanje ohranimo v Sloveniji in da vrača to znanje ta družba nazaj. In tukaj moramo reči, da tako Solvay, ki se je vključil v Belinko že v 70-ih letih, kot zdaj Kansai, ki je prišel pred kratkim, so naredili pravo odločitev.
mi jim to vračamo in smo ponosni, da nam dovolijo in nas podpirajo pri tem svojem naporu. Gospod Stele, živimo v precej nenavadnih časih. Kako nekako uravnavate ali lovite ravnotežje med neugodnimi okoliščinami in pa zadovoljstvom vaših zaposlenih, kajti zaposleni so ključnega pomena za uspeh podjetja? Drži. Bomo rekli, da je kar izziv. V tem času je to velik izziv. Mi smo upoštevali vse te ukrepe, ki so bili v zadnjem času že od prvega vala naprej uvedeni in to uveljavljamo v vsakodnevnem delu. Tukaj moramo reči, da tudi naš produkt vodikov peroksid predstavlja eno od rešitev. Mi smo donirali v tem času tudi dvakrat državi Sloveniji preko Rdečega križa dezinfektant vodikov peroksid za površine. S tem lahko s to našo zeleno kemikalijo še dodatno pripomoremo k reševanju tega problema in pa k naši samozaščiti. Kot veste, je slogan slovenskega gospodarstva, ki tudi nakazuje prihodnost Slovenije, zeleno, kreativno, pametno. Vi ste dejali, da zeleno je modro, pa vas za konec vprašam, kakšne barve je to zadnje obdobje za vas in za vaše podjetje? Mi pravimo temu We turn it green. To pomeni, da bomo skupaj šli v smeri novih rešitev in novih uporab našega vodikovega peroksida, to se pravi, to obdobje bo zeleno. Gospod Stele, hvala lepa in prenesite naše čestitke vsem vašim kolegom. Hvala lepa in še enkrat hvala za nagrado.